Rebalans je bil potreben predvsem zaradi projekta Sohokranjski vodovod, ki je tako rekoč pred vrati, pravi župan Franc Škofca. Proračun je še vedno razvojno naravnan, saj več kot polovico odhodkov namenjajo za naložbe. Zdaj vemo, kje smo s financami, vemo, koliko je na prihodkovni strani bilo manj vplačenega v našo občino strani države, Evrope in pa seveda tudi iz občinskih proračunov ostalih občin. Da bodo končno vendarle v polni meri začeli z gradnjo Sohokranjskega vodovoda, veseli vse svetnike, ki poudarjajo, da bo naložba precej izboljšala življenje nekaterih občanov. Za Ajdovško planoto v prvi vrsti vsekakor vodooskrba, da bi prišli v 21. stoletju končno do tekoče pitne vode in pa nenazadnje boljša komunalna opremljenost vseh občank in občanov, kar bi pač dolgoročno prineslo tudi do hitrejšega razvoja same občine. Gradnjo projekta oskrbe Suhe krajine s pitno vodo pozdravlja tudi svetnik Jože Zupančič, ki pa je županu med drugim očital premajhen delež sofinanciranja od države in Evrope. A Škofca odgovarja, da to ne drži. Še več, glede na vlogo so uspeli pridobiti vsa sredstva. Res pa je, da pri razpisu bila večja vrednost, vendar tudi sedaj se pogajamo z državo, da bi še to razliko počrpali do meje 85%, kar je dodeljuje država in pa Evropa skupaj. Večjih sprememb v rebalansu proračuna ni, so pa vanj umestili tudi že končano rekonstrukcijo ceste Kleč-Polom-Žvirče, sanacijo plazu v Žužemberku in del denarja prerazporedili za vzdrževanje občinskih cest pred in med zimo, še dodaja župan.